Vsakodnevna kontemplacija evangelija nam pomaga imeti resnično upanje, to je poudarek homilije papeža Frančiška med jutranjo mašo, ki jo je 3. februarja daroval v kapeli doma svete Marte. Tako kot že večkrat je sveti oče ponovno spodbudil, da bi vsak dan, čeprav samo za 10 ali 15 minut, vzeli evangelij v svoje roke in ga brali. Na ta način bi se več pogovarjali z Gospodom in ne izgubljali časa s poslušanjem govoric o sosedu ali z gledanjem telenovele. Kaj je jedro upanja? Upirati pogled v Jezusa, je zatrdil papež, ki je razložil odlomek iz pisma Hebrejcem. Tudi brez poslušanja Gospoda smo morda lahko optimistični ali pozitivni, toda upanja se nauči samo z gledanjem Jezusa. Zato je dobro vsak dan moliti rožni venec in govoriti z Gospodom ali z Marijo ter svetniki, kadar sem v težavah. A najpomembnejša, je pripomnil papež, je molitev kontemplacije, ta pa se uresničuje samo z evangelijem v roki. Molitev kontemplacije nam pomaga imeti upanje, živeti iz bistva evangelija, tako se naše krščansko življenje giblje v tistem okviru med spominom in upanjem, spomin na vso preteklo pot in mnoge milosti, ki smo jih prejeli od Gospoda. In upanjem, ker gledamo Gospoda, ki je edini, ki mi lahko da upanje. Da pa bi gledali Gospoda, da bi ga poznali, je na koncu še enkrat povabil papež Frančišek: vzemimo evangelij in ga kontemplirajmo. Danes, na primer, poiščite 10-15 minut, ne več, preberite evangelij, predstavljajte si in povejte kaj Jezusu. Nič več, je dejal papež Frančišek.